Žalne vence bodo k spomeniku Franca Rozmana Staneta položili delegacija mestnega odbora Združenja Zveze borcev za vrednote NOB Ljubljana, delegacija Združenja borcev za vrednote NOB Medvode in delegacija Zveze borcev Črnomelj. Kot žrtve ste padli v borbi za nas, da srečo svobodo užival trpi. Do smrti je služil svobodi vaš glas, pogumno ste zrli v gotovi spogin. A kadar svoboda zasije nas spet in vaše se želje spolnijo, takrat se spominjal še pozni bo svet, junakov, ki v grobu trohlijo. A kadar svoboda zasije nas spet in vaše se želje spolnijo, takrat se spominjal še pozni bo svet, junakov, ki v grobu trohlijo. Častni pozdrav! Po pesmi in poklonu s cvetjem pa današnjo slovesnost začenjamo še s pozdravnim nagovorom. Pred mikrofon vabim župana občine Medvode Nejca Smoleta. Spoštovani zbrani, najprej dovolite, da vas na ta sicer meglen dan, ampak res prav lepo in iz srca pozdravim tukaj pri nas v Medvodah. Prav danes mineva 80 let, ko je nesrečno jutro zaznamovalo celoten slovenski prostor tistega časa. Novica o nesreči in kasneje potrjena vest, da je Franc Rozman Stane podlegel poškodbam, je, tako gre razbrati iz domala vseh zapisov tistih dni, prinesla veliko žalost med vse, ki so Staneta osebno poznali, ter mnoge druge, ki so o njegovih uspehih in predvsem življenjski drži slišali od drugih. Komaj dobre 3 leta je imel Franc, tretji od 4 otrok, ko je jeseni leta 14 prva vojna vzela njegovega očeta. Otrok brez očeta, brez gmotne stabilnosti, v dnevnem pehanju za preživetjem bi se kaj lahko izgubil in nihče bi ne smel soditi, če bi v bedi vojne in težkih razmer tudi Stane klonil glavo. A v njem najdemo dober zgled, kako lahko odločen človek s pravo mero poguma in odločnosti še tako težkim razmeram vedno nastavi drugo lice in krene po poti, ki je vse do tragičnega dne in še mnogo let kasneje navdihovala mnoge. Padci v življenju pač niso nič posebnega, vsi jih doživljamo. A posebni, zmagoviti, če želite, smo vedno, kadar se skušamo zavedati, da je prav po vsakem padcu potrebno vstati, si obrisati prah s čevljev in nadaljevati naprej, tja, kamor nas vodi volja, intuicija, tja, kamor nas vodi srce. Spoštovani zbrani, strahotno nerad ta trenutek spomina izkoristim za pogled v današnje in prihodne dni. A si to drznem, toliko bolj prav zaradi prostora, kjer se nahajamo danes in prilike, ki jo častimo danes. Kako bi Stane in mnogi drugi, tudi za ceno lastnega življenja, ki so ga dali,
gledali na situacijo v družbi skoraj 80 letij po končani mori druge vojne. Zadnja verza naše čudovite, verjetno res najlepše himne na svetu, govorita: ne vrag, le sosed bo mejak. In kje smo v današnjih časih? Mar zmoremo kot posamezniki še v sosedu videti najprej prijatelja, tovariša, pomočnika in tolažnika? Ali pa smo se preprosto obdali z ograjami, ki so dovolj visoke, da soseda niti ne vidimo, kaj šele, da bi z njim morali spregovoriti? Mar nismo prav brez potrebe takšnih ograj vse prevečkrat postavili tudi okrog naših src, ki se ne znajo razveseliti uspeha nam bližnjega in prevečkrat potiho privoščijo neuspeh le zato, da bodo sami mirni v svoji zlovolji? Mar ni nasplošno naša družba postala vse preveč usmerjena v individualizem? Ali ne doživljamo popolnega prerasta egoizma, poveličevanja sebe, svojih dosežkov, brez zavedanja, da sem sam, brez družbe oziroma skupnosti, v kateri živim, le nepomemben člen, ki nikakor ne more izpolniti svojega poslanstva? Tudi skozi čudovito službo, ki mi je zaupana, vse prevečkrat v zadnjem desetletju opažam, da so v spredje potisnjene napačne vrednote. Povejte mi, kako je mogoče zgraditi družbo, ki bi temeljila na vse prevečkrat lažnih potrebah zdolgočasenega posameznika in ne na vrednotah skupnosti? Kako je mogoče zgraditi družbo, ki se ne zaveda, da ni dobro človeku samemu biti, da se morajo uspehi oplajati najprej in naprej, le kadar jih dosežemo skupaj? Spoštovani zbrani, prelomni časi Stanetovih herojskih dejanj so lahko in morajo biti navdih tudi v današnjih dneh, ko se sicer še ne soočamo z neposredno vojaško nevarnostjo na naših tleh. Imamo pa na precej bolj perfiden način med nas utihotapljeno kulturo egoizma, ki razkraja temelje veliko hitreje, kot bi si verjetno upali priznavati. Naj bo zato spomin, ki ga obeležujemo danes, vir navdiha za naša prihodna dejanja. Naj se iz zgodovine končno začnemo učiti. In naj se zavemo, da je samo v iskrenem tovarištvu, v solidarnosti in neposredni pomoči, tako sosedu kot bližnjemu, pravi odgovor na vse izzive modernega sveta. Hvala. Brigade strigov so se zule kakor glas. Brigade strigov so se zule kakor glas. Pogumni njim korak, nikjer več ne zastane. Za naš pravični boj sovražniku poraz je Bog celala vsaka naša vas. Na čelu se je v boj hitel tovariš Stane. Na čelu se je v boj hitel tovariš Stane. Je že nasilnik na telesu našem stal. Je že nasilnik na telesu našem stal. Globoko nade vse, bile so zakopane. Tedaj slovenski rozbujenje punto stal in so mladino novo vojsko zbral. Ognal nas bo, se z nami je tovariš Stane. Pognal nas bo, se z nami je tovariš Stane. Zastave boje
Pravkar smo slišali vsem dobro poznano pesem Brigade s hribov v izvedbi partizanskega pevskega zbora, posvečeno komandantu Stanetu. Ni bilo veliko poveljnikov v partizanskih enotah med drugo svetovno vojno, ki so imeli pesem napisano prav njim v čast. Eden takih je bil prav gotovo komandant Stane. Čeprav jo zaradi svoje prezgodne smrti ni nikoli slišal, je borce spremljala in jim vlivala borbenega duha vse do končne zmage. Če se ozremo nazaj v čas otroštva Franca Rozmana Staneta, vemo, da je bilo o tem veliko napisanega. Že kot otrok, ki je izhajal iz revne družine, je izkusil vse tegobe življenja. Ko je ostal brez očeta, ki je na začetku prve svetovne vojne padel na ruski fronti. Zaradi nemogočih razmer za preživetje, ker se njihova mati ni smela poročiti, dokler očeta niso razglasili za mrtvega, sta morali njegovi sestri v sirotišnico. Z bratom Martinom pa sta ostala v Pirničah, kjer so jima določili skrbnike. V filmu o življenju Franca Rozmana, ki ga je pripravil režiser Peter Militarev, je veliko pričevanj tistih, ki so živeli v njegovem času. Takole se tega časa spominja brat Martin. Franc je bil star 8 let, jaz pa 7, ko sva odšla od hiše do hiše delati po kmetijah. Franc je delal najprej pri veleposestniku Kobiljarju, nato pa je bil za pastirja in hlapčka v gostilni Kovač v Vikrčah. Novinar in publicist Milan Pavlin, udeleženec NOB, takole opiše to obdobje mladega Franca. Kot otrok je živel tako težko in bedno življenje, da si danes ne moremo predstavljati, da je kaj takega sploh mogoče. Taki hlapčki, kot je bil sam, stari 14 let, so spali na seniku. Vstati je moral zgodaj zjutraj, skidati gnoj in nakrmiti živino. Šele potem je lahko ves premražen odšel v šolo, da si je lahko tam vsaj malo pogrel. Ko je postal njegov skrbnik Tine Rožanc, so se razmere bistveno spremenile. Izobrazil se je za peka in v Medvodah od pekovskega mojstra Julija Novljana vzel v najem gostilno in pekarijo. To je bilo že v času velike gospodarske krize in zgodilo se je, da je bankrotiral in šel v stečaj. Zato je hotel oditi v Etiopijo, da bi se boril proti fašistični Italiji. To mu ni uspelo, ker so ga Italijani ujeli in vrnili nazaj v takratno kraljevino Jugoslavijo. Ko se je leta 1936 začela španska državljanska vojna, se je takoj odločil za pot v Španijo. Tam se je priključil revolucionarni vojski, opravil podoficirsko šolo in kot izredno sposoben poveljnik hitro napredoval vse do komandanta legendarnega bataljona Dimitrova, ki je ščitil umik poraženih revolucionarjev čez Pireneje v Francijo. Francozi so jih strpali v razna taborišča. Francu Rozmanu je uspelo pobegniti. Takoj po prihodu v Ljubljano se je pridružil partizanskemu gibanju. Določili so ga za vojaškega inštruktorja pri glavnem poveljstvu partizanskih enot. Skupaj z njim se je v domovino vrnilo še veliko španskih borcev. S seboj so prinesli revolucionarne pesmi, ki so se jih naučili v Španiji. Najbolj znana je bila No pasarán, ne bodo prodrli, kot je vzkliknila Dolores Ibarruri, znana španska borka v prvem letu španske državljanske vojne leta 1936 v bitki za Madrid, kjer se je v bataljonu Dimitrova boril tudi Franc Rozman Stane. V Španiji so drdrali mitraljezi, parali so se trebuhi in letala so nizko letala. On pa je vijugal med svincem kot med dežnimi kaplami in se naučil, kako se je treba umikati in napadati in umikati in napadati in umikati in zmagati. Kasneje mu je vse to prišlo še kako prav, mitraljezi, preparani trebuhi
in letala, ki nizko letajo. Zdaj pa je čas za slavnostni nagovor. Besedo predajam dr. Martinu Premku, poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, in ga prosim za nekaj besed o partizanskem komandantu in narodnem heroju Francu Rozmanu Stanetu. Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani župan gospod Nejc Smole, spoštovana častna občanka Ljubljane, tovarišica Julka Žibert, spoštovani pripadniki Slovenske vojske, spoštovani praporščaki, pripadniki spominske enote Društva Franc Rozman Stane, spoštovani partizanski pevski zbor, spoštovani sorodniki Franca Rozmana Staneta, spoštovane vse gostje in gosti, en lep pozdrav tudi v imenu Državnega zbora. Ja, točno na današnji dan pred 80 leti se je tragično ponesrečil heroj Franc Rozman Stane. Nekaj o njegovem življenju smo že slišali. Prišel je iz revne družine, bil v španski državljanski vojni, francoskih taboriščih, potem pa se je leta 1941, ko se je tukaj začel napad, okupacija, takoj pridružil partizanom in narodno-osvobodilnemu boju. Napredoval je hitro, vse leta 1942 je bil že komandant druge grupe odredov, potem 4. operativne cone in seveda potem do svoje tragične nesrečne smrti bil načelnik glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Tudi jaz sem še v živo slišal nekaj pričevanj njegovih soborcev in rekli so mi, da so partizani, njegovi borci, na Franca Rozmana Staneta gledali kot na Boga, kot na tako odločnega junaškega človeškega poveljnika, da so v njem videli pravzaprav krv. So res rekli so, da so v njemu gledali so ga kot Boga. Ne tistega izmišljenega, ampak pravega na zemlji. Zakaj si je on to zaslužil, tako spoštovanje, tako ugled med svojimi borci? Ker jih je vodil ves čas neposredno v boju, ker je bil poveljnik partizanske vojske v tistih najtežjih trenutkih, med najtežjimi ofenzivami, in ker ravno v njegovem času se je slovenska partizanska vojska iz prvih odporniških skupin, četic, bataljonov preoblikovala v pravo redno vojsko, ki je delovala v zaledju sovražnika. Če pogledamo razvoj partizanske vojske, leta 1941 so nastale prve čete in bataljoni, leta 1942 prvi odredi in brigadje, prav pod poveljstvom Franca Rozmana Staneta pa je partizanska vojska se oblikovala v brigade, v divizije, v 2 korpusa in postala tudi mednarodno priznana vojska Zavezništva združenih narodov. To vojsko je priznavala tudi kraljevina Jugoslavija, maršala Tita je priznal tudi kralj Peter, da ne bo kakih nesporazumov. In to je bila vojska, ki je maja 1945 tudi z ostalimi jugoslovanskimi partizani osvobodila Slovenijo, osvobodila Primorsko, osvobodila Trst, Gorico in tudi Koroško. Ampak zakaj so na njega gledali tudi v tem času tako spoštljivo, tako, ker je vodil to vojsko, ki se ni borila samo proti okupatorju. Druga svetovna vojna je bila za nas tudi narodno-osvobodilni boj. Osvobodilna fronta, ki je skrbela za partizansko vojsko, je vodila boj tudi za združitev vseh Slovencev in za ustanovitev prve slovenske države. Pred drugo svetovno vojno je tretjina Slovencev živela pod fašističnim nasiljem na Primorskem, Slovenci pa svoje države nismo imeli. In z ustanovitvijo osvobodilne fronte smo si prizadevali, da se kot narod združimo in da dobimo svojo državo. In to je skozi celotno vojno za vzpostavljanje narodno-osvobodilnih odborov z zborom od poslancev slovenskega naroda v Črnomlju, z slovenskim narodnostnim svetom v
v Kočevju je bil zbor od poslancev slovenskega naroda, sledil mu je pa Slovenski narodno-osvobodilni svet v Črnomlju. In ta boj ob osvoboditvi je bil končan tudi z ustanovitvijo Ljudske republike Slovenije in ustanovitvijo vlade Republike Slovenije. Tu so bili postavljeni temelji države, ki se je lahko potem leta 1991 na teh temeljih tudi osvobodila. Tako da očitno je potrebno ponavljati vedno in vedno, samo partizanska vojska je bila mednarodno priznana vojska Zavezništva Združenih narodov med drugo svetovno vojno pri nas skupaj z Sovjetsko zvezo, Združenimi državami Amerike in Veliko Britanijo. In samo Osvobodilna fronta je oblikovala in slovensko državo, ki je seveda takrat v Jugoslaviji nastala leta 1945. To so pač dejstva, ki se jih ne da izbrisati. Ampak o heroju Francu Rozmanu Staneta obstaja še ena bolj žalostna zgodba. Kot poveljnik, kot najbolj znan poveljnik, kot najbolj ugleden, spoštovan, legendarni poveljnik partizanov in kot najbolj spoštovan poveljnik narodno-osvobodilnega boja je na žalost postal tudi najbolj blaten poveljnik narodno-osvobodilnega boja. Ravno zaradi svoje veličine je postal tudi najbolj blaten, o njem se govori tudi največ laži. Če samo pogledate malo po svetovnem spletu, vtipkate Franc Rozman Stane, boste našli lažnivec, klavec, morilec in seveda do tiste zgodbe, da ni umrl tragične smrti v nesreči z minometom, o čemer obstaja na desetine, da ne rečem stotine pričevanj iz prve roke, kaj se je takrat zgodilo, ampak vedno se ponavljajo te laži, da so ga pač ubili komunisti. Lahko razumemo, da je nekaterim lažje reči, da so jim za vse krivi komunisti, kot pa mi smo pa dvakrat prisegli Hitlerju ali pa mi smo pa dobili denar in orožje in makarone od italijanskih fašistov. Ampak vseeno, to so pač laži in laži so ponavadi namenjene širjenju sovraštva, izključevanja in nestrpnosti. To, kar je bilo že z strani župana danes rečeno, da je vse premočen, prepogost pojav tudi v naši današnji družbi. In tudi jaz se nerad spuščam v trenutno politiko, ampak vseeno moram pač povedati, da je trenutno v postopku v Državnem zboru tudi sprememba zakona o javnem redu in miru, ki bo prepovedala poveličevanje nacistične in fašistične ideologije. In s tem se niti nismo mislili s temi amandmaji zakona iti v zgodovino, mislili smo na današnji čas. Ravno zaradi tega, ker so te laži vedno prisotne. Nažalost, te laži širijo celo nekateri politiki, tisti, ki bi si načeloma morali prizadevati za strpno družbo, za vključevanje vseh v družbo, za družbo miru, blagostanja in varnosti za vse. Ampak žal, nekateri politiki delajo ravno nasprotjo, izkoriščajo laži, da s tem, da ljudi delijo, da spodbujajo sovraštvo in izključevanje. Zato se moramo, kot je bilo tudi že rečeno, iz zgodovine učiti, ampak zgodovina je taka, kakršna je, dejstva je treba sprejeti, tudi tista temna, tudi iz tistih temnih dejstev se lahko samo kaj naučimo, ne pa da jih uporabljamo za nove delitve in nova sovraštva. Zato je vsak spomin na drugo svetovno vojno, na vse, kar se je dogajalo, izredno pomemben. Zato je pomemben tudi spomin za Franca Rozmana Staneta, ker kot rečeno, tako kot on predstavlja partizanski boj med drugo svetovno vojno kot najbolj spoštovan, najbolj ugleden, legendaren poveljnik,
Tako potem zato predstavlja tudi vse tiste partizanske vrednote, za katere so se borili. Enakopravnost, tovarištvo, sožitje, humanizem, za vse tisto, kar so se partizani borili med drugo svetovno vojno, ni prav nič sramotno reči, da so se borili tudi za boljšo, odprto družbo, za boljše življenje, kot ga je recimo živel ravno Franz Rosenstane pred drugo svetovno vojno. Tako da naj bo večen spomin na heroja Franza Rosenstaneta in spomin na njega tudi bo večen. Hvala. Hvala lepa slavnostnemu govorniku, dr. Martinu Premku, za današnje misli in vzpodbudo vsem, ki se trudijo ohranjati spomin na dni, ko so partizani priborili težko pričakovano svobodo.